Depende za še enkrat. Dobro jutro. Danes je tisti dan, ki smo ga čakali kar nekaj časa. Komotar minuta driving experience. Sedim v Huracanu, tamle zunaj, sta pripravljena na cesto, na voznike, tudi BMW M4 pa Ford Mustang. Meni se skozi nekaj smeji. Načeloma smo že skoraj vsi tukaj, rad bi avte še enkrat pokazal, pa predvsem povedal tudi odkot prihajajo. Za tega že vemo, dobri ljudje avtobrokerjev so nam priskrbeli Huracana, pa pazi nalepke. Jasno, za začetek se mora vedeti, na čem se peljemo, pol pa pazi še vrata. Veš kaj pa je malo hecen, moram priznati, videti moj piskar na avto. Avto številka 2, Ford Mustang, Ford Slovenija. Po mojem rabim posebej poudarjati, da se vsi avti peljejo na kontinentalkah. Se vidiš, kaj tukaj piše, ne? Za ta projekt sem se z veseljem povezal z dvema partnerjema, s Continentalom pa z AMZS. Zdaj smo v AMZS-evi bazi tukaj v Ljubljani. Od Mustanga pičimo dalje, zato ker tamle za gumam se skriva pa ta tretji avto. Evo, tole tukaj je pa, vidiš, vse tamle spote piše Furlan Tehov M4. Tamle sta pa Kapetanovič pa Gregorčič. Glavno, avti so pripravljeni, še par minut počakamo, pol pa začnemo. Evo, folk je tukaj, jaz sem povedal svoj uvod, v katerem sem razložil, kaj danes sploh počnemo. Ta glavna stvar, ki ne smemo pozabiti, je, da moramo uživati, ampak da z vsakim uživanjem, še posebej v športnih avtomobilih, pride zraven še en set zahtev, ki so povezane z varnostjo. No, to je naš, bo tukaj pride tudi Avtomoto Zveza Slovenije, inštruktor, ki je drugače delan v centru varne vožnje na Vranskem. Bo malo razložil, kako se sploh pravilno pripeti, pa kaj narediti v skrajnem primeru, če se avto prevrne. Povedal je recimo, da je najpomembnejša tista prva sekunda, ko se nekaj zgodi, moraš ti ostati priseben, pa razmisliti, preden ukrepaš. Ta druga stvar pa, v roki držim alkotest, absolutna nuja, preden gremo pelat, vsak ga bo mogel upraviti. Druga stvar pa, vidiš 3 črne kuverte, v njih so ključi avtomobilov, folk bo žrebil, s katerim avtom se bo pelal najprej. Zbrali so ključe, postavili so se pred vrata, ne vedo, kater avto je za kakšnimi vrati, vrata se bodo odprla, pa da vidimo, bodo zadovoljni, ali bodo presenečeni, ali kaj se bo zgodilo. 3, 4, zdaj! To bo dobro sleda, ne? Dobro sleda. Jaz pa Nataša sva ready, cela karavana je ready. Vidiš, Lambo, Mustang, cajt, da se odpeljemo. Ej, koliko jih je? O, ful dobro. Hudo! Zdaj pa cajt za ovinke, za volan gremo spet mi, da pokažemo, česa so v mejah normale ti avti sposobni, ki prije do prijema. Koliko se noro drži? Dobro se pelje, ne? Koliko se to drži? Depende za še enkrat. Dan? Kako je bilo? Primo že brez veze. Volano, ne? Malo podolje. Ne sprašuj sploh. Kako je bilo? Zdaj sam naj ne vpraša, kako se imam. Daj povej, no. Za volan hoče videti. Mogoče zdaj, ko se približujemo Goriškim Brdom, Saša, Jure pa jaz smo predali volane Karmen, Nataši pa Primožu, pravzaprav uživamo, fajn se imamo, izkušnje, ki nam jih vozniki, v tem primeru Karmen, dajo, so za zdaj zelo pozitivne. Pravzaprav se imamo na hard fajn, vsi trije so sprobali tudi že vse avtomobile, jaz za zdaj ves čas sedim v M4, ampak moram priznati, da se mi že malo luštata Mustang pa Lambo tam na zadnji. No evo, ko imaš pa takšno spremljavo na road tripu, pa veš, da je tvoj dan. Glej ga, kako je lepo ohranjen, pa to je tak užitek videti, no. Zdaj smo tukaj v Goriških Brdih pri Kabaju, kjer bomo malo pojedli, kjer se bomo malo pomirili. Zdaj po en stran mi je malo hudo, ker ne morem veliko snemati. Jaz sem si želel, da bi vse skupaj boljš podokumentiral, da bi večkrat dal telefon v roko, ampak veš, če ne vozim, pol klepetamo, pa se pogovarjamo o avtomobilih, pogovarjamo se o doživetju, o tem, kaj bomo videli, kaj smo že doživeli. Itak je pa daleč najbolj pomemben podatek od vsega to, da Karmen, Nataša pa Primož uživajo na polno. Pojedli smo, jaz sem še vedno v BMW M4, pridružil se mi je pa Primož. Primož, povej, kaj drugače počneš v življenju, s čim se ukvarjaš, s čim se preživljaš? Jaz sem reševalec, po izobrazbi diplomiran zdravstvenik, delam pa na reševalni postaji, se pravi, da sem vsakodnevno veliko v avtu, ne sicer v takih hitrih kot zdaj, pa vseeno moja vožnja je tudi razborljiva.
A veš, kje smo pa zdaj? Par 100 metrov od središča Kobarida. Malo nas dež lovi, pravzaprav smo mi dež sem pripeljali. Zdaj pa da vidimo, če nas je kdo pričakal. Ne, glej to. Ljudi je ogromen, ne vem, a so tukaj zaradi festivala, a so tukaj zaradi nas pa naših treh zverin. V vsakem primeru dobra energija, čeprav ščije kastomater. Vidiš malo očala? Pa še en totalen highlight dneva. Zdaj smo se usedli v avte, pa ker si ljudje to želijo, še malo po gasu stopimo. To je prav porniče. Ti je všeč? To ja. David Caruso, fact. Ženske, če jih peleš v navadnem avtu, lulat vsakih 20 km, etko. Ja, res je. Stari, v Lambotu kar naenkrat dobijo mehur velikosti olimpijskega bazena.